Iz ene perspektive bi lahko rekla, da sem danes prišla sem po svoje zlato MEPI priznanje. Kar je formalnost. Kljukica. A če pogledam nazaj na svojo prehojeno MEPI pot, vidim več. MEPI gradi navade, odgovornost, solidarnost in pogum in iz izkušenj zrastejo vrednote. Le-te pa mi MEPI-evci nosimo naprej, v šolo, službo in nasploh v naše življenja. Poglejmo, kako vrednote izgledajo v praksi. V MEPI-ju sem spoznala odlične osebe, s katerimi sem se res povezala in stkala prijateljstva za celo življenje. Pokazali so mi, da sem lahko takšna, kot sem, da se lahko ljudem odprem in da me bodo sprejeli takšno, kot sem. Na odpravi smo vse imeli različne ideje, kako postaviti tabor. Vendar, ko smo prisluhnili drugi, je vse šlo hitreje. Takrat sem spoznala, da se dobra ekipa ne zgradi sama, vendar, da jo zgradiš. Pred MEPI-jem nekako nikoli nisem našla skupnosti, h kateri bi res pripadala. Potem pa sem se med odpravami in pa naprej izmenjavo z mnogimi tako močno povezala, da ostajamo v stikih še danes. In za njih res lahko rečem, da so moji ljudje. Pri športu sem se naučil, da je edina oseba, ki jo moram premagati, včerajšnji jaz. In to delam, dan za dnem, korak za korakom. Mene je bilo vedno strah iti v fitness, ker me je bilo strah, kaj si bojo ljudje tam mislili o meni. In si nikoli nisem upala iti tja, čeprav me je zares ful zanimalo to. Ampak potem sem prek MEPI-ja si izbrala šport, fitness in sem šla tja najprej s prijateljcev, potem pa sama in sem videla en ful velik korak naprej. V prvem letniku sem hotela končati z MEPI-jem zaradi korone, pa mi je mami rekla, da naj vztrajam, kar sem začela, pa čeprav je težko. In sem vztrajala, da sem naredila bronasto, pol pri srebru je že bilo boljše, zlato je pa prehitro minilo. S prijatelji smo šli čez vse, čez žule, čez neprespane noči. Velikokrat smo se zgubili ali pa enostavno trpeli zaradi vročine in dežja, ampak skupnimi močmi smo vse premagali in se res skupinsko utrdili ter postali pravi vztrajni možje. Pred MEPI-jem si jaz nikoli nisem nekih dolgoročnih ciljev zares postavljala, sem vedno dokončala stvari v kakšnem mesecu ali pa tednu. Zdaj sem pa videla, koliko je razlika, če delam eno stvar po recimo 1 uro na teden pa 2 leti. Je v bistvu veliko lažje, kot če vse probam stlačati v en teden, pa ne vidim lih napredka v temu. Pri MEPI-ju sem osvojila to, da na slabo vreme, zamude vlaka in razpoloženje drugih res nima vpliva. Na svoje odločitve in ravnanja pa ga imam. Na to, kako komuniciram, kako sodelujem in na to, ali držim svojo besedo. Ko je na odpravi deževalo in smo bile vse zelo utrujene, sem se zavestno prisilila, da ostanem pozitivna. Naučila sem se, da se odpornost ne pokaže takrat, ko je lahko, ampak takrat, ko je najtežje. Za področje prostovoljstva na zlati stopnji sem si izbral inštruirane mlajše učenke na področju matematike, fizike in angleščine. To mi je postavilo 2 glavna izziva. Prvo je bilo seveda moje znanje slovenščine, ki po 4-letnem učenju na Dunaju ni bilo najboljše, ampak tudi dejansko, da sem se prilagodil mlajši učenki in da sem izbral tempo, ki je njej ustrezal. Na zadnji dan odprave si je naša članica izpahnila ramo in sem do cilja nosila 2 rukzaka. Ob sredah sem v domu za upokojence obiskoval oddelek za demenco. In res me je navdihnilo, kako človeku lahko z enim majhnim dejanjem, s pogovorom, s poslušanjem, da ga samo prideš pozdraviti, polepšaš dan. In tako lahko delamo svet vsak dan lepši. Ko sem prvič sama načrtovala treninge, sem se bala, da bom kaj storila narobe. S časom pa sem ugotovila, da lahko zaupam svojim odločitvam. Naučila sem se stati na svojih nogah. Na odpravi, ko smo zgrešili pot, sem prvič prevzela orientacijo in vodila ekipo nazaj na pravo pot. Tam sem spoznala, da zmorem veliko več, kot si mislim. Prav tako pa me je MEPI spodbudil k izbiri novega športa, ki je kasneje postal moja večletna strast. MEPI te preprosto oblikuje skozi izkušnje. Konec zlate stopnje ni konec zgodbe. Kljukica zbledi, značaj pa ostane. MEPI vrednote so resnične lepote, zato se dajmo vsi potruditi, da bo zaradi nas svet še lepši.